Dobro večer, dobrodošli v deželi pridnih. Zdaj ta menjava ure je praviloma ena taka šok terapija, mini šok terapija za vse, ki se ukvarjamo z javnimi prireditvami, ki se kar naenkrat v bistvu urniki ljudi radikalno spremenijo, mi pa mogoče kdaj predolgo časa vztrajamo pri tistih zimskih, ampak no, mogoče smo tudi zato danes mičken bolj družinski, da tako rečem, oziroma v malo bolj intimnem krogu, ampak ne glede na vse, res lepo hvala, da ste prišli in ja, kot še enkrat rečeno, dobrodošli v deželi pridnih. Moja nocojšnja gostja je gospa Majda Širca, ki mislim, da ji ni treba posebej predstavljati, seveda je tukaj v prvi vrsti kot avtorica, kot izjemna poznavalka kulturne politike, kot bivša političarka in tudi seveda kot dolgoletna delavka in sodelavka RTV Slovenija, zato je tudi naslov najinega pogovora med Kolodvorsko in Maistrovo kot dva ta naslova, dve ulici, ki nekako zaznamujeta njeno oziroma vašo kariero. Majda, dobro večer, lep pozdrav. Lepo pozdravljam, hvala za povabilo. Ja, začela bi na Kolodvorski, no. Zdaj v zadnjih mesecih ali pa recimo v zadnjih 2 letih se spet zelo veliko ukvarjamo z vprašanjem, kakšni naj bi bili poslanstvo in vloga javne radiotelevizije, kar me po svoje čudi, ne, mar ni to neko vprašanje, na katerega bi si že zdavnaj morali odgovoriti, se pravi, zakaj je zdaj v teh zadnjih 2 letih to vprašanje naenkrat spet priplavalo na površje in postalo kot da pereče, kot da nekaj, kar potrebuje redefinicijo, nov odgovor. No, ni to v zadnjih 2 letih. Ali pa se ta vprašanja izpostavijo na eno določeno obdobje v valovih, ampak stalno je prisotno vprašanje, kakšno naj bi bilo poslanstvo RTV Slovenija oziroma javnega zavoda nasploh, čeprav res vsi vemo, ne, kakšno je poslanstvo. Vemo, zakaj obstajamo, kje je javni interes, vemo, zakaj mora obstajati javni servis RTV, katera so njegova poslanstva, tudi zakaj je tak način, da ga podpiramo in plačujemo vsi na način kot ga, to se pravi preko posrednega plačevanja in ne iz resursov vladnega proračuna, ker bi se sicer lahko takoj zgodilo, da ob nevšečnih vsebinah bi ta vladni proračun zaprl pipo tako, kot je zaprl pri STA-ju. Skratka, vsa ta poslanstva so nam jasna, nazorna, ne samo v Sloveniji, ampak tudi zunaj nas, konec koncev javni zavodi na področju javnih radijskih in televizijskih servisov so zaščiteni na nek način. Pravila so znotraj Evropske zveze jasna, nedvoumna. In tudi recimo edina direktiva na področju kulture, ki je bila, ko smo vstopali v Evropsko združenje, je bila vezana samo na RTV Slovenija, skratka na zagotavljanje določenega deleža lastnega programa in tudi deleža zunanjih producentov. Ampak kljub temu, da vemo vse, katere zakonitosti so, in jih moramo spoštovati, vseeno prihaja do nevrotičnih situacij, do nedopustnega nespoštovanja pravil, o katerih sva govorila, vseeno prihaja do maličenja tega javnega poslanstva in nedopustnega preganjanja javne besede in podobe. To je hudo, to je vprašanje, ki ne bi se smelo dogajati, ta nedopusten krč, ta vpliv na programske vsebine. Mislim, ne vem, ali je v kateri diktatorski državi si lahko še predstavljamo situacijo, da direktno iz vlade oziroma iz vladnega urada za komuniciranje prihajajo vsakodnevne analize
kdo in kako je kaj narobe rekel, kdo je premalo kaj povedal, kje so vsebine, ki bi jih politika želela imeti, pa jih recimo javna RTV v informativnem programu. Itak govorimo o informativnem programu, ne? Žal, ne? Ker se televizija in radio zreducirata vedno v teh krčevitih pogovorih zgolj in samo na informativni program. Vse ostalo, kar predstavlja 90% programskih vsebin, se običajno ne vidi, ne pa nujno, da ne vidi, ampak razen takrat, kadar posredno posega tudi v sfero nekega političnega interesa. Tako, ampak zdaj imamo situacijo, ko prihajajo depeše iz vlade, iz Gregorčičeve, prihajajo, Marcel Štefančič je seksist zaradi tega, ker mu je ženska prinesla suknjič v to, da je povedal, kar je povedal. Ni v Studio City, ko se je poslavljal oziroma ko je opozarjal, da je umaknjena ta programska vsebina v času pred volitvami. Skratka, vseeno prihaja do nedopustnih maličenj, pogovorov na programskem svetu, kjer pač ne sedijo poznavalci stroke, ampak sedijo, če poslušate Kmetiča, če poslušate marsikoga, to je strašljivo, da se soočajo z vsebinami strokovnega, hudo strokovnega značaja ljudje, ki hočejo samo sebe videti in svoje interese. Skratka, zakaj je tako, če skrajšam? Je zato, ker dovolimo, da je tako. Zakaj dovolimo? Ker imamo že 17 let zakon, Grimsov zakon, tako imenovani Grimsov zakon, potrjen z majhno večino, ampak kakorkoli že na referendumu leta 2005, ki ga, in tukaj je problem, nobena vlada ni v tem času spremenila. To je seveda logično in tudi moje naslednje vprašanje. Ja, vemo, vsi to vemo, vemo, da je ta zakon tisti, ki omogoča oziroma opredeljuje takšne sestave sveta oziroma predvsem programskega sveta. In hkrati vemo, da je to škodljivo, ker pripelje točno do tega, da sedijo v njem ljudje, ki so nastavljeni izključno po politični liniji, o strokovnih zadevah, pa še o kakšnih drugih, pa pač po domače rečeno nimajo pojma. Pa ta zakon kljub temu še vedno je tak, kot je, čeprav se je seveda v tem mestnem času zamenjalo kar precejšnje število vlad, ki so na svoje zastave dostikrat tudi pisale, da so leve ali pa vsaj levo-sredinske. Se pravi, logična teza, ki se ponuja, je, v resnici ta zakon paše vsem. Ali pa je vsaj ne moti do te mere, da bi ga šli spreminjati. Ja, spreminjali smo ga leta 2010, delala sem z izjemno strokovno skupino poznavalcev, ki so redefinirali zakon o RTV Slovenija, pa tudi medijski zakon, pa zakon o STA, ki ni bil tako sporen takrat, da edini, ki je šel skozi, je šel zakon o STA in zaradi tega tudi ni bila Slovenska tiskovna agencija sesuta na način, kot se je želelo, da bi bila. Mislim, ker je niso našli na možnosti, da bi spreminjali kadrovske zasedbe, so pač se Slovenski tiskovni agenciji maščevali tako, da so jo odvzeli financiranje, s tem, da moram reči, da je bilo izjemna gesta ta, da se je toliko mesecev, da je skupina na Slovenski tiskovni agenciji vzdržala toliko mesecev ta nor pritisk in maltretiranje, ki ni dopustno, da se lahko zgodi leta 2021-2022. Ja, ta zakon o RTV Slovenija je seveda šel na referendum. Na referendumu moram povedati, da je bil poln samoomejevalnih enot, se pravi, da je bila vodstvo popolnoma drugače strukturirano, da tudi programski in nadzorni svet niso imeli imenovanja večinske politične volje, ampak so bili imenovane po drugem ključu, bile so bolj fleksibilne in tudi civilno-družbeno in strokovno bolj odgovorne strukture, tudi sam status se je spreminjal. Sprememb je bilo ogromno, saj smo garali eno leto na njemu in dobili tudi precej konsenzov, ne vseh, znotraj RTV-ja sindikati vsi niso bili za spremembe in tudi če marsikdo drug ne, konec koncev tudi v politiki se je priglasil k referendumski pobudi celo en član pozicije.
takrat gospod Magajna. No, kakorkoli, na referendumu ki je imel udeležbo 14%, cirka, je zakon padel in seveda ni bilo tukaj podpore tudi pozicijskih kolegov in kolegic takratne vlade Pahorjeve. Res vedno z neko tako špekulacijo sej vsakemu bo to pasalo, ker bomo zmeraj, prišli mi na vrsto, drugič bomo drugi na vrsto. Sicer moram poudariti, da ko so bile leve vlade, se takega hudournika, mislim, takega cunamija, kot je sedaj, nikoli ni čutilo, zaradi tega, ker so bile to bolj absolutno razgledane vlade. Ko pa je prišlo do tega, kar imamo danes, pa so prišli na vodstvo RTV Slovenija, spomnimo se predzadnje Janševe vlade, ko je vodil RTV Slovenija človek, ki je odkrito povedal, da se ne spozna na televizijo, on je prodajal avtomobile in je pač prišel po befelu tja. In seveda gledanost je padla, uspešnost je padla, vse obljube, ki so bile dane na referendumu za boljši, cenejši program in večjo gledanost, seveda so padle, kot padajo danes. Ste mogoče gledali odstotke soočanje političnih strank včerajšnjega večera, pač Pop TV je imel čez 30, RTV okrog 10, mislim, soočen. Ampak ni čudno, ker ti, ko vsiljuješ neke poglede z vidika, ki ni strokovno, zdajšnji direktor, ki je nasledil gospoda Kadunca, zdajšnji direktor sicer ni rekel, da ne obvlada in ne pozna kot prejšnji v Janševi vladi, da ne pozna RTV Slovenija, je pa vemo vsi, da ga ne more poznati dela samega, ker nikoli v življenju ni imel izkušnje, da bi vodil večje strukture, večje zavode, večje skupine, večje organizacije in ker tega v svojem življenjepisu ni imel na koncu in ker tudi ga nihče ni tožil, da je šel proti nepravilnem imenovanju oziroma da je bil imenovan po nepravilnem postopku, je pač dal odstopno izjavo, vmes so zamenjali pogoje, kar je smešno, to je otroški vrtec. Zamenjaš pogoje, potem pa jasno on ustreza, ker kar naenkrat ima seveda ustrezne reference. In to je tisto, kar je problematično. V enem kolektivu, ki ima ogromno znanja, ki ima ogromno materialnih in drugih podlag, ki bi lahko cveteli programi, ki bi se lahko kosali marsikje, mislim, smo sposobni ljudje tam, ne govorim samo o ustvarjalcih in novinarjih, govorim o celotnemu spektru ljudi, ki pač zgubljajo voljo, interes, ambicije, in seveda jih nihče ne pelje k uspehom, ampak k... Sicer te spremembe pogojev pa prilagajanja oziroma spremembe ustanovnih aktov za to, da nekdo ustreza, tega dejansko ni bilo malo, tudi seveda v kar mnogih kulturnih inštitucijah, ampak za trenutek bi ostal še na Kolodvorski. Prej je bil omenjen Marcel Štefančič, ki je pred 14 dnevi na tem istem odru na javni tribuni o RTV izrekel nekaj v smislu vsi so na naši strani, ključno vprašanje, ali smo mi na svoji strani. In to vprašanje sem doživel tako malo osebno skoraj, iz tudi svoje neke osebne perspektive in iz spomina na čas, ko sem sodeloval na RTV Slovenija, sicer v zelo, da rečem, nekem tem slepem črevesu kulturnega uredništva tam na koncu prvega nadstropja in v poznih terminih, ko si varen, da te nihče ne gleda. Ampak vse nek generalen štimung, ko govorimo o tej mastodonski hiši, o tej mastodonski instituciji, mi je bil vedno tak, da je to preprosto preveč heterogen organizem, da bi ga lahko obravnavali kot eno ladjo, na kateri smo vsi na istem. Se mi zdi, da tudi zanima me zato, to je v bistvu moje naslednje vprašanje, kakšno je zdaj dejansko vzdušje, predvsem na televiziji. Se mi zdi, da radio
ima drugo dinamiko, ampak kakšno je vzdušje na televiziji v smislu te heterogenosti, v smislu te razdrobljenosti, dostkrat tudi neke rezerviranosti, ko se mi je zdelo, da se ljudje raje celo o kakšnih stvarih ne pogovarjajo s kolegicami ali pa kolegi, ali pa to počnejo na nek tak bolj skrit način, javno izpostaviti se, pa marsikdo ne želi, česar sploh v resnici nočem očitati, to ni očitak. Je pa samo vprašanje, kakšna se vam zdaj zdi trenutno ta atmosfera, ali je ta nek občutek, da ste vsi na istem, mogoče bolj poudarjen, kot je bil prej. Ma ni, ker če bi bila, potem bi se mogoče ravnalo tako, kot marsikdo sugerira v tem trenutku, nehajte poročati, ni potrebno delati programe, predvajajte temo, ne se udinjati v tej verigi, ki ni poštena. To se ne bo nikoli zgodilo, ker te enotnosti, in tukaj Marcel nedvomno imel prav, ni, tukaj so tveganja, tukaj so ambicije, tukaj ni govora samo o nekaj 10, 20, 30 novinarjev, ampak je govora o masi bistveno večji, ki se nahaja v vseh porah, od lučkarja do, bom rekla, lektorce. Skratka, je masa javnih uslužbencev, ki ni nujno, da vedno odgovarjajo, da sledijo nekomu, ni nujno, da tudi uredništva, ki so posledično postavljena zdaj trenutno skoraj vsa zamenjana, ali imajo to ambicijo, da bi sledili. Mislim, jaz sem bila urednica v enem obdobju in vem, kaj pomeni ta strast, da nekaj dosežeš, da nekaj dokažeš, da tvoja skupina, v kateri delaš, je zadovoljna, da dela presežke, da narediš nekaj več, kot naredi nekdo v drugi državi, da se pokažeš, da vzgajaš ljudi, da vonjaš, kje so, kateri so perspektivni, da v tiste, ki začutiš, da so perspektivni, da jih vabiš, da jim pomagaš, da jih vlagaš v njih, da jih učiš. Skratka, to je nor proces uredništva, urednikovanja, ki mislim, da zdaj sledi samo, ne vem, kimanju z glavo, trenutno zapolnjevanju nekih kvadratkov v programskih shemah in ne ustvarja povezanosti, zavezništva in ne ustvarja neko mrkost, neko tako zaprto dvorišče, kjer jaz priznam tudi sama, da ko zdaj delam znotraj dokumentarnega programa, v bistvu najraje delam vse stvari sama, tudi tiste, ki bi jih mogoče moral nekdo drug, zaradi tega, ker sem tako prepričana, da bojo narejene, da bojo mogoče dobre ali da bojo pravočasne ali pa da bo dosežen cilj. Te povezanosti ni. Tako da Marcela razumem, da mogoče se je vprašal, konec koncev v tej zgodbi, ki se trenutno odvija, kje so sindikati? Mi imamo polno nekih sindikatov. Sindikati, ki so bili proti zakonu o RTV leta 2010, ki je bil na referendumu, niso podprli sprememb. Tudi danes, govorimo o sindikatu kulturno-umetniških delavcev, tudi danes jih ne slišimo in se ne opredelijo do tega, kar novinarji in še drugi sodelavci na RTV Slovenija govorijo pred vrati na novinarskih konferencah. Ni to fajn, ampak to je konglomerat 2000 ljudi. Tako, to je klinični center, ampak ne govorim o psihiatriji, govorim o veliki masi ljudi, ki mora imeti en cilj, da je dober. Mora ga nekdo pohvaliti, ga mora omeniti, ga mora mu dati nalogo, da ga izziva, da ne zaspi, kar to je najhujša nevarnost. Vse to velja za javne zavode tudi drugje. V kulturi pa sploh. Če se premakneva s Kolodvorske, čeprav se bova verjetno ves čas malo tudi k njej vračala in narediva par korakov proti Maistrovi oziroma se nekako vprašava nekaj tudi o tem javnem diskurzu.
ravno na temo kulture, o tem ste pisali tudi na svojem blogu, ne? O tej neki zelo radikalni banalizaciji javnega diskurza o kulturi. Zdaj spet bi rekel, verjetno bi se strinjal z mano, da to ni nov pojav, niti približno ni nov pojav, ampak kaj je zdaj tisto, kar v zadnjem obdobju priča o tem, da je ta banalizacija mogoče še bolj radikalna, da je še bolj pogumna, še bolj glasna, še manj v bistvu rezervirana, kot je bila mogoče v kakšnih drugih obdobjih. Kako se pa predvsem seveda kaže? Mogoče je res bolj glasna, ampak ni bilo tako, da je bila nežna. Mislim, jaz govorim iz izkušenj, ker kot na Ministrstvu za kulturo sem nasledila vlado ministra, ki je danes minister za kulturo. In mislim, dobro, ni bistveno drugače, kot je bilo, s tem, da je diskurs mogoče bolj ohol, bolj zaničevalen, da jemlje dostojanstvo kulturnikom, da se čuti, da jih sovraži. Mislim, mogoče jih ne, ampak jaz, ko ga gledam, ko reče, vam ne bom dal odgovora, mislim, kaj hočete, pejte nekam, mislim, ste lenuhi, niste vredni, kvazi tam na Metelkovi počnete v tej šestici, ven vas bom vrgel. Mislim, ko gledam ta diskurs, spominja me na eno stvar, se oproščam, če mogoče malo bom šla iz tega toka in tvojega vprašanja. Z ministrom sva daljna kolega iz filozofske in v mojih, ko sem zapustila delo na televiziji in šla v politiko, se spomnim, da smo enkrat sprejemali zakon o vojnih grobiščih, ki je bil zame blazno problematičen, ker nisem vedela, ali delam prav, ali je vse, kar je v zakonu, nekaj, s čimer se jaz strinjam, ali je mogoče kaj izpuščeno. To so bili ti diskurzi, ki jih je vodila Spomenka Hribar, ki je bilo vprašanje, kaj bo pisalo na spomenikih, ali so to žrtve vojnega nasilja. Skratka, bila sem grozno zaskrbljena, a bom jaz prav pritisnila ali ne, ko sem bila v parlamentu. In me je to tako žrlo, ker vendarle vse imamo strokovne debate in smo imeli tudi svetovalce in pogovore in diskusije tudi z ljudmi in zgodovinarji, ampak zdaj se mi je, da moram iti vprašati tja, kjer je vednost doma. In to je na univerzi. In na univerzi so bili takrat moji kolegi, nekdanji zgodovinarji, sin od profesorja Ferenca, pa Vasko Simoniti, skratka mlajša generacija, vodopici in tako naprej. In sem se napovedala in prosila, če mi oni povedo, ali mislijo, da je v tem zakonu kaj, kar bo potem nam žal v Sloveniji, ali kaj umanjkuje, ali je kaj preveč in tako naprej, na svet, posvet, pogovor. Mislim, se poznamo, se mi ne bojo tega zamirili, če pridem vprašati, oziroma naj bi bili veseli, če pridem vprašati. In sem šla in bi bil je tudi Vasko, vse v redu, to je nič v zakonu, mogoče, mislim, tam, mogoče bi mogli pogledati, če spomenike dol, oziroma žrtve v Bosni, gor, skratka nič. Sem ka super, jaz zdaj vem, ni narobe nič v zakonu in nasvidenje, hvala. In ko grem, pravi Vasko, no, koliko si boš pa zdaj zaračunala dnevnice? To govorimo o tej oholosti, kakšne dnevnice, kdo kdaj mislil na dnevnice, kdo je kdaj mislim, kako lahko prideš sploh do takega razmišljanja, da neko vsebino spakiraš v neko vulgarno formo. In to je to. To je to, ni važna vsebina, važna je neka forma, mislim, prvič dnevnic nismo nikoli dajali si, mislim, itak smo delali noč in dan brez, ampak to ni važno, to ni važno. Neka takega naglasa se ne bi smel dovoliti. In tudi zdaj je nemogoče, da so kulturniki pred tem, da so nekako dojeti kot lenuhi, indirektno povedano seveda, da so NGO-ji nepotrebni, da se jim jemlje prostor
nevladni sektor je edini, ki nima domovanja. Javni zavodi, ali mestni, ali državni, ali lokalni, vendarle imajo neko infrastrukturo zagotovljeno. Več ali manj vsi, ali če jo nimajo, so se trudili in se trudimo, da je, ampak so plače, varnost je. Medtem ko pri NGO-jih so odvisni od. In zakaj ne bi imeli neke pisarne, ki jih je itak nekoč država, ko se je odločila, da bo država, rekla, to pa je za nevladni sektor, vojašnice. To se pa spremeni v muzej in tako naprej. In ena hiša je končno ostala za NGO-je. Mislim, ampak ne, ni problem, oni so odveč. Ne? Oni so tisti, ki, kot smo slišali te dni, NGO-ji naj se ukvarjajo z nekimi družbenimi vprašanji, ampak nek 8. marec, ki sicer ni na Metelkovi 6, ampak iz pionirskega doma smo celo slišali, neki pionirčki pa se ukvarjajo s politiko. Zaradi tega, ker samo pravijo ljudem, da naj grejo volit, nič drugega. Mislim, pa tudi, če bi kaj drugega. Skratka, ta srd proti tako nujnemu in vitalnemu delu slovenske kulture je grd in ni pravičen. Tvojo verzijo poznamo, ne? In spet, ja, ni novost, ni noviteta, zdaj več seveda v predvolilnem času je še toliko glasneje izražen in tudi, ja, minister Simoniti je predvsem manj rezerviran, kot bi bil morda kdo drug v izražanju te svoje, mogoče se včasih zdi res osebne averzije do ene in seveda, s tem se sproža, s tem se odpira neka Pandorina skrinja, s tem se nasplošno standardi izrekanja o slovenski kulturi in slovenski umetnosti nižajo in pač oznake, kot so paraziti, lenuhi in tako naprej, postanejo nekaj normalnega, nekaj, s čimer se soočamo vsakodnevno. Ampak mene vedno znova potem zintrigira, kaj pa je zdaj ta alternativa, ki si jo pa, se pravi ta, bom rekel, druga stran, predstavlja. Kako pa bi potem taka morala izgledati slovensko kulturno-umetniška krajina? A se pravi, bolj ko ne zapreti vse razen opere, baleta pa slovenskih nacionalnih gledališč, tistih 5 ali koliko jih imamo, pa tako približno razporediti po Sloveniji, pa potem organizirati gostovanja teh enih in istih predstav pač po narodnih domovih oziroma kulturnih domovih, ki imamo zelo bogato mrežo in tako naprej. Skratka, kako pa, če vse to damo ven iz enačbe, celo, da rečem, off-sceno, tako imenovano neodvisno sceno, nevladne organizacije, samozaposlene v kulturi, ki so tudi zelo na udaru, kaj nam potem ostane? Kakšna je ta vizija? Ne vem. To je zdaj v bistvu, da rečem, spekulativno vprašanje. Ne? Jaz misli ne morem brati, vidim pa dejanja, gledam proslave, recimo. Recimo, dajmo si za merilo proslave. Vendarle proslave sicer, jaz imam kar za kar žlahtno gledališko ali splošno omikano dejavnost, so nekoč zaposlovale vse spektre slovenskih teatrov, pa dramaturgov, režiserjev, igralcev in tako naprej. Zdaj pa so omejene na eno domačijskost, jaz bi rekla na eno dvorišče, na en vrt. Zdaj, to je premalo. To pomeni, da bo usahalno marsikaj in bo prevladovala neka domoljubnost. Tukaj mislim, da se nekje lahko vidijo. Imeli bojo svoj muzej osamosvojitve, trenutno je v proračunu za njega 13 milijonov. Dobro, ustanovili so ga čez noč, nekaj, kar je tako nepotrebnega, ampak ne zaradi tega, da ne bi cenila osamosvojitve, ampak zaradi tega, ker se s tem ukvarjajo vsi ostali zavodi, arhivi, knjižnice, gledališča, mislim, vsak dela nekaj na tem področju. Zdaj bomo imeli muzej osamosvojitve za 13 milijonov in hkrati govorimo, da imamo največji proračun po osamosvojitvi, ki je res velik, ampak ker se nihče kaj dosti ukvarja z tem, ni res, da je največji, ker zaseda 1,7% celotnega proračuna Republike Slovenije, ki je
13, skoraj 14 milijard. In je bil nekoč, če govorim 10 let nazaj, bistveno višji, ker je zasedal 2% celotnega proračuna, ne? Ampak je bilo tudi 3 milijarde manj sredstev. Ampak tudi ta sredstva bomo seveda morali vračati in moram reči, da me je strah, kaj bo takrat za kulturo. Zelo me je strah. Tukaj ne vidim resursov, ne bo, zadnja bo, ki bo prišla na vrsto, upam sicer v vlade, ki prihajajo, do tega ne bodo tako videle, ampak ja. Ampak oženje duha, ne, to pa je lahko zelo velik problem, ki se lahko zelo hitro zgodi. Dobimo še enkrat to vlado in potem se ta inercija hitro vzpostavi, naleze, ljudje utišajo, strah pred izgubo varnosti in tako naprej naredi svoje in ni nujno, da je fajn. Ne? Ja, ko govorimo o besu in srdu, pa ne samo ministra, ampak pač o teh nekih averzijah, zakaj je bil še prav posebno zagretega tretmaja deležen recimo prav film v letu, se pravi, to je bilo že 2020, ne, v bistvu. 2020 se je dogajala ta kalvarija. Ampak za to zadrževanje sredstev, zdaj že malo mešam te koronske letnice, so mi tako, te dve koronske leti sta nekako se malo pregnetli v moji glavi, ampak skratka, no. Področje filma je bilo res deležno enega še prav posebej mukotrpne kalvarije, povezane s sredstvi. Seveda ta kalvarija je bila še toliko bolj boleča, ker film v večini zaposluje nezaposlene oziroma samozaposlene, ki so še toliko bolj odvisni še toliko bolj v bistvu ranljivi v takih situacijah. Zakaj prav film, zakaj prav filmska umetnost? Težko odgovorim, pravzaprav, ker ne znam brati teh misli, ki so bile res podle. To, da ti izvajaš program, ki ti ga je država odobrila finančno in ne izplačuješ opravljenega dela, to je perverzno do amena. Zdaj ne vem, a bi mogoče morali filmarji, vse filmarji so se oglašali in tudi podporo so imeli, ampak vendarle, a bi morali iti bolj besno nad ta problem. Mislim, da so malo špekulirali s tem, da bi se z vljudnostno, z dialogom nekako spravili mislim, oni so dobesedno se jim smejali v obraz, ne. Tisti pljunek, ki ga dobiš 31. decembra, da rečejo, aha, zdaj pa vam plačamo, ne. 31. decembra so jim dali denar za delo, medtem so, ne vem, da eni producenti so zastavili svoje premoženje, da so lahko pač zlezli skozi, eni so prekinili snemanje in tako naprej, ampak to je bilo res grdo. Ne vem, kakšne dile so imeli, da ni to doživelo večjega linča, kot je, ali so pač upali se, če bomo tiho, oziroma tiho niso bili, no, ampak če bomo čakali pridno, bomo dočakali so, ampak so jim vzeli 1 milijon, ker tisto leto niso mogli ga porabiti, niso mogli tako hitro zračunati vseh teh zadev, ki ga pa vidim niso dobili, ali pa so ga dobili mogoče zdaj nazaj, ne vem. Film je bil problematičen že v prejšnji vladi, spomnim se, da so se vtikali že v naslove filmov. Prejšnji vladi, to je Šarčev? Simoniti. Se pravi, ni problem v filmu, ne, kar je nekako logično, problem je v filmih, kateri filmi se snemajo in kateri filmi bi se morali. Mogoče tudi to, ja, mogoče tudi to. Ampak ne vidim tudi, da bi se zdaj bistveno zboljšala situacija, čeprav se obeta nov zakon, ki ga sicer nisem še prebrala, ampak oziroma nastavke vem, težko pa jih komentiram. Ok, če se zdaj preusmeriva bolj v avtorski del vašega dela in življenja, nasplošno se mi zdi, da je pač dokumentarni film, ki je to glavno področje vašega delovanja, sploh v zadnjih letih,
v bistvu to ni neka objektivna ocena, to je občutek. Občutek imam, da doživlja neko dokumentarni film, doživlja neko renesanso v navednicah, neko vnovično popularizacijo, da pridobiva publiko in da se to tudi posledično, kar se ponovadi zgodi, tudi nekako rase interes za to, da se ga dela in za to, da nastajajo vedno boljše stvari. Je ta moj občutek pravi, bi se strinjal s tem, da postaja ta dokumentarni delež v filmski umetnosti spet vedno bolj pomemben in zanimiv? Mislim, da je bil skozi pomemben, absolutno. Mogoče ga bolj vidimo, bolj je prisoten. Tudi več ženskih dela dokumentarni film, zaradi tega, ker to niso veliki projekti in so lažje dosegljivi. Tudi nihajo, je dokumentarni film, ki ima lahko ga narediš za 200 000 evrov ali pa za 15 000 evrov, kot jih delamo mi v uslužbenci, ampak seveda z tehniko in vsemi bonitetami, ki jih daje služba. Mislim pa, da če se ozremo nazaj, so to nedvomno blazne banke spomina, dobesedno dokazno gradivo našega življenja in življenja naših prednikov v vseh sferah. Se ne govorim samo o tistih, ki percipirajo stvarnost, ampak tudi tisti, ki jo interpretirajo, ki esejistično pristopajo ali pa ki portretno pristopajo. Jaz moram reči, da dostikrat se tako pri sebi malo zasekirala. Vi veste, da med vojno v Sloveniji, med NOB, 41-45 je bil kulturni molk. In imamo enega skoraj, razen nekaj Jakčevih skritih posnetkov oziroma nekaj posnetkov, imamo zelo, zelo malo gradiva ali nič. Kulturni molk je bil, res je bil protest, ampak v drugih republikah Jugoslavije so posnetki, ampak koliko dragocen bi bil ta material. In recimo, koliko so dragoceni obzorniki, ki so tudi neke vrste dokumentarni filmi. Jaz sem pač zaljubljena v to naftalino arhivov in tudi zelo nesrečna, ko jih vidim, da jih bomo zmeraj manj uporabljali zaradi težav dostopnosti, ne fizične dostopnosti, ampak avtorske dostopnosti, ker so nadomestila tukaj zdaj malo komplicirana postala. Ampak ne, dokumentarci so neizčrpen vir in cenjen vir. Ne govorim samo o našem, ampak pogledamo tudi v svet. Napovedujejo prihodnost in shranjujejo preteklost. Ja, mogoče bi iz tega nabora vaših se osredotočil na dva, ki ste mi najprej na Vodnik po Ljubljani, ali 9 krogov nekega raja. Jaz moram reči, da ko sem prvi zasledil novico, članek o tem projektu, se pravi o dokumentarcu, o tem filmu iz leta 1970, je bilo to zame čisti novum. Pač prav kot neka stvar, za katero sem sanjal, ni, da je sploh kdaj obstajala, oziroma da se je kdaj počela, da je kdaj nastajala. Se pač ni bila dokončana, ampak in pol že, ko sem bral, se mi je zdela zadeva fascinantna. Pač kot ideja, kot projekt, kot zamisel, kot v končni fazi tudi neka ambicioznost, nek pogum kreativni, ki se je očitno tukaj zadaj skrival. In zaradi tega mi je zelo težko v bistvu zdaj, ta film se mi zdi pač tema za en cel pogovor, ne pa za eno vprašanje. Zato sem rekel, da bom mogoče samo 2 citata iz dokumentarne uprizoritve izpostavil. Enega izreče Miha Baloh, ko pravi, to ni političen film, to je humanističen film. In drugi, ki ga izreče Igor Prah s podobno referenco, ki ga tudi imenuje renesančni film, in pravi, da je to prvi in morda edini poskus evropeizacije slovenske televizije. Zdaj se mi zdi, ta dva stavka sta se mi nekako usedla v spomin, ko sem gledal dokumentaren zapis, pa ne vem, če jo lahko mogoče vzameva za izhodišče. Ja, ta film je bil zame izziv že takrat, ko sem zapuščala televizijo leta 1997, po vseh teh mojih povečavah, in ko je nastopila pri meni
blazna kriza, kaj pa, če ne bom več mogla delati toliko zanimivih stvari, kot sem jih naredila znotraj povečav. Skratka, strah pred tem, da sem mogoče že vse povedala in da sem previsoko postavljala kriterije in sem takrat šla iz televizije z rahlim občutkom, da če kdaj se vrnem ali če kdaj lahko nadaljujem, bom nadaljevala s tem, z rekonstrukcijo 200 škatelj arhivskega gradiva, filmskih kolutov, popolnoma raztreščenih, nič skupaj zmontiranih, nejasno, kje imajo zvok, kje imajo sliko, ki so bile v naših arhivskih, ne bom rekla bunkerjih, ampak v arhivskem kleti. Ampak film je bil takrat v 70-ih potem bunkeriran uradno? Film je nastal leta 70 kot najbolj ambiciozen projekt RTV Slovenija. Takrat je bil urednik Pavček kulture, pa še kar nekaj zanimivih ljudi se je odločilo, da gredo po Javorškovem zapisu 9 krogov nekega raja, ki parafrazira 9 krogov, mislim, rajskih Dantejevih krogov, peklenskih Dantejevih krogov in v režiji Jožeta Pogačnika. To je pravzaprav ena zgodba o televiziji, mogoče z vso voljo, z vso ambicijo, s katero se je lotila televizija takrat tega projekta in res v perspektivi, da bo to evropski projekt, da bo to bolj za tujino delan kot za samo Slovenijo in za nas, skratka opisati Ljubljano skozi peripetije neverjetnega Mihe Baloha, z nekimi popolnoma norimi, ekscentričnimi in zelo kreativnimi pristopi. Ampak to jim ni zneslo. Mislim, da so si zadali prevelik projekt. To je bilo po 10, 15 lokacij na dan, ko je sonce že šlo, so imeli oni še za snemati. Skratka, to je bil prevelik projekt za njih. Jaz verjamem, da tudi producentsko in to še za film, običajno znotraj Vibine produkcije takrat bi bilo to zahtevno in se ni išlo. Najbrž tudi zaradi drugih razlogov, ne samo producentskih. Mogoče je šlo marsikomu na živce, da to pa zdaj ni to neka umetniška, ne vem, pamflet, ampak da je to eksperiment prve vrste, z veliko predrznostjo. Tudi Pogačnik Jože, ki je sicer znan režiser, bil tudi z dokumentarci in Grajskimi biki in vsemi temi filmi, ki jih je naredil neverjetne, s Cukrarno recimo, ki jo vidimo tudi v 9 krogih nekega raja. Skratka, ta projekt se je sfižil in uspeli so zmontirati samo eno od 10 epizod. 9. In ta epizoda je šla potem v Francijo, Javoršek je nesel v tujino, v Avstrijo in nekako z njo poskusil dobiti denar za ostale, ker ta denar se je kar večal. Proračun je naraščal tekom snemanja in je presegal predvidene stroške, ki niso bili majhni. In seveda v tujini so rekli, ja, super, ampak ni bilo tisto, da bi vrgli zdaj cash na mizo in rekli, da vi nadaljujete, ker vam bomo to sigurno kupili. Ni bilo vseh teh zagotovil in potem najbrž je prišlo do neko drugega vodstva in so to ustavili. In jaz sem to prvo epizodo v prejšnjem obdobju mojega dela na televiziji predvajala, se dogovorila s Pogačnikom in tam, da je dovolj, oziroma da smo to izplačali oziroma predvajali po povečavi, ki je raziskovala filmske bunkerje, televizijske bunkerje in tudi vrgla ven vse, kar je bilo nepredvajano kdaj na televiziji. Ampak tukaj ni šlo za cenzuro, kolikor je šlo za nelagodje pred projektom, ki je bil preambiciozen in so rekli, kdo bo zdaj to gledal, ker neki Baloh kar skače, kaj je to delal Baloh. Baloh je bil blazno srečen, Miha, in smo ga povrnili malo v življenje
s tem, ko se je končno zmontiral ta film. Zame je pa to pomenilo nor izziv, jaz še v življenju nisem si predstavljala, da bom kot puzzle zlagala scenarij, ki sem ga najdla v Nuku, original, snemalne knjige, ki so bile ene še sploh popravljene, kaj je bilo posneto, kaj ni bilo posneto, mislim, to ni bilo lahko, moram res reči, tako da danes, ko digitalizirajo filmske kopije, verjamem, da je mučno ugotavljati, kakšne so svetlobe, kakšne so barve, kaj je mislil direktor fotografije s tem in kaj ni mislil, ampak tle je bilo treba ob tem zložiti še naracijo, ne? Zdaj jo primerjati, tisti koščki, ki so ostali, včasih so bili koščki kadri dolgi po 3 sekunde, ne? Tako da je bilo hecno delo. No, pa res gotovo tudi ne samo zanimivo, ampak več kot zanimivo, ker tak je tudi rezultat. Mogoče bi se še enega filma dotaknil in ga poskusil nekako tudi navezati na zelo aktualno in pa niti ne samo politiko, bolj stanje duha in stanje družbe, namreč Ženska, ne? Dokumentarni film. Zanimivo mi je, da se je zdaj pred parimi dnevi, da se je poslanec, bivši politik, čeprav politik ne vem, a je še ali ni, bil je vaš kolega v parlamentu, Pavle Rupar, spet vrnil k svoji stari, tudi ne vem, kako sploh to izjavo imenovati, ampak ja, poznamo jo, se pravi njegova znamenita izjava o preverjanju oziroma pregledovanju med noži se je spet vrnila po koliko 15 letih. Takrat ste bili tarči vi in Majda Potrata, če se ne motim, ne? Danes je to letelo oziroma zdaj pred parimi dnevi na Tanjo Fajon. In takrat pač vprašanje, oziroma stvar, ki me zanima, je, ali, če vzamemo to kot neko simbolno gesto, no, kot nekaj, kar ima neko, da rečem, vsebino kot pokazatelj, kot simptom nečesa, ne? A je to pač dokaz tega, da neka bolezen, ki se na ta način simptomatično izraža, je dejansko ves čas prisotna in je samo vprašanje družbene klime, kdaj si dovoli izbruhniti kot simptom, se nekako prebiti to nevidno bariero in spregovoriti na glas. Ker če je tako, potem ali sploh delamo kot družba dejansko neke korake naprej, ali se v bistvu ves čas vračamo k enim in istim izbruhom, ja, sovražnosti in še marsičesa drugega, kot pač reprezentira tudi ta izjava. Tudi zato je nastal film Ženska v 2 delih. V bistvu bi mogel kar 10, danes vidim, da imamo, da je mimo uredništva kupljen 10-delni feljton, dokumentarni esej v 10 delih o Udbi. Zato je prostor. Mislim, da Ženska bi morala imeti več kot 10 delov, zaradi tega, ker pravice, šikaniranja, poti, ki so vodile v zgodovini, danes v bistvu niti se ne zdijo tako problematične in tako težavne, kot so bile, ampak to treba pomniti. In tudi v tem filmu slišimo v špici vse te mizogene podtikanje ženskam, diskvalifikacije. Takrat še niso bile prostitutke, novinarke in tako naprej, ampak je bilo tega polno. Tisto, kar je bilo takrat pri Ruparju najproblematično in še toliko bolj problematično, je bilo to, da ob tem, ko je to izrekel, se je ta plejada njegovih kolegov iz njegove opcije, desne opcije, smejala. Mene je to še bolj pretreslo kot tisto, kar sem slišala.
da se ti privoščljivo nekdo ploska enemu brezvestnežu, brezvrednotnežu, brezmoralnežu, da kaj takega reče. Zdaj vprašanje, če se to danes pojavlja, ponovno, ali je bilo takrat dovolj artikulirano, da nikoli ne sme več priti na noben meni. In je bilo zanimivo, včeraj sem poslušala eno soočenje, zdaj ne vem več, mislim, da je bilo na Popu ali soočenje strank parlamentarnih pred volitvami in je bilo postavljeno tudi v to vprašanje, ali je prav in kako se odreagira pri tovrstnem sovražnem govoru. In so stranke rekli, pa dajmo, nekatere stranke rekli, pa dajmo raj gledati, kaj bo prihodnje, dajmo raj se ukvarjati s prihodnostjo, ne bomo se zdaj sovražnim govorom, to vemo, da ni v redu, ampak dajmo raj s prihodnostjo. Dajmo gledati, kaj bojo upokojenci delali, koliko stanovanj bomo imeli in tako naprej. Ne, ni res. Ni res. Tak jezikovni aparat ni in ne sme imeti mesta nikoli. In tega treba izgnati, ne ga pa pod preprogo, mislim, spraviti. Ne pustiti, da se nekdo smeje, ne pustiti to, da nihče ne odreagira, ne pustiti, da se tako poniževanje in tak vulgarizem pojavlja, kajti to postane norma. In ko enkrat postane norma, potem padamo v to, kar je bilo prej sproženo tudi o kulturi dialoga, ki pada, ki potem lahko reče, ne vem, nekdo, ki bi moral biti vzor obnašanja, reče, pejte domov, odkje ste vi, ne bom vam odgovarjal ali kakorkoli že. Ker potem nismo več ljudje, potem smo pač neke stvari, s katerimi se lahko operira ne samo jezikovno, ne samo z besedami, ampak tudi s stvarmi, lahko tudi s klofutami, lahko tudi potem nimamo več vrednosti in to ni v redu, to je boleče, res. Ja, ne vem, če je to lahko znak nekega upanja za prihodnost, ampak čisto v smislu objektivnosti, če se je 2007 cela plejada brez izjeme temu privoščljivo smejala, tokrat vendarle Eva Irgl je reagirala takoj in Romana Tomc na včerajšnjem soočenju, ko je bila izzvana, se je tudi ne samo distancirala, ampak izjavo obsodila, tako da mogoče v tem smislu lahko... Ker ni takrat Irglova, ampak je samo Pavle Gantar. Takrat? Takrat, ja. 2007 je bila že Irglova? Seveda od nekdaj. A ja, se je res. Nekako mislim, da je moj letnik, pa si ne vem, 2007 se vem, še zelo druge stvari. Se bo še. Ja. Ok. No, mogoče se je pa vmes spremenila, ne vem. Tudi to je dober. Ja. Takole smo se z Majdo zmenila pred začetkom, da upoštevaje okoliščine, v katerih smo se znašli, se pravi ta malo bolj familiarni oziroma intimen ambient, da so mogoče malo krajša, kot bi bila sicer, in da namesto tega, da odpreva debato, na koncu rečeva vsem skupaj, da ste vljudno vabljeni eno nadstropje nižje v klub, ki se mu zdaj po novem reče Publika, skratka v klub Slovenskega mladinskega gledališča, in da pogovor nadaljujemo v malo manj formalnem okolju. Tako da, če se strinjate, bi se vam najlepše zahvalil za obisk, predvsem pa bi se seveda zahvalil svoji gosti, Majdi Širca. Hvala lepa. Hvala za to.